Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Osami bin Ladenu. Osama bin Laden je eden najbolj zloglasnejših teroristov v sodobni zgodovini. Bil je rojen 10. marca 1957 v Ridžadu. To je prestolnica Savdske Arabije. Kot 17. sin Mohameda bin Ladna, premožnega poslovneža, ki je zgradil mogočen gradbeni imperij v Savdski Arabiji. Družina bin Laden je bila zelo vplivna, zlasti zaradi Mohamedove tesne povezave s savdsko kraljevo družino. Osamin oče je bil izjemno bogat, saj je njegov gradbeni posel med drugim vključeval vzdrževanje islamskih svetih mest v Meki in Medini, kar je družini prineslo velik vpliv v muslimanski regiji. Osama je bil tih, resen otrok, ki je obiskoval elitne šole v Savdski Arabiji. Njegova mati, Alija Gahanem, je bila Osamina četrta žena in po pričevanjih drugih je Osama kazal posebno navezanost nanjo. Po smrti očeta leta 1967, ko je bil Osama star komaj 10 let, je postal še bolj zaprt vase. Njegovo življenje v rani mladosti je bilo zaznamovano z religioznimi vplivi in spoštovanjem do islamskih vrednot, kar je postalo temelj njegove kasnejše radikalizacije. Med študijem na Kraljevi univerzi Abdulazizi v Džedi je Osama razvil globoko versko zavzetost, ki se je kmalu prelevila v radikalne poglede na islam in politiko. Njegova radikalizacija je bila pospešena sredi 70. in 80. let prejšnjega stoletja, ko so politični dogodki v regiji močno vplivali na njegovo razmišljanje. Pomemben prelomni trenutek je bila sovjetska invazija na Afganistan leta 1979, kar je Osama dojemal kot napad na islamski svet. To ga je spodbudilo, da se je pridružil afganistanskim mudžahedinom, ki so se borili proti sovjetskim silam. Bin Laden je s svojo dediščino in bogastvom igral ključno vlogo pri financiranju mudžahedinov, vzpostavljanju oskrbovalnih poti in organiziranju logistične podpore za upornike. To obdobje boja proti sovjetski zasedbi Afganistana je Osami dalo prve izkušnje v vodenju džihada in utrdilo njegovo prepričanje o nujnosti oboroženega boja proti sovražnikom islama. Leta 1988 je Osama bin Laden ustanovil organizacijo Al-Kaida, ki je sprva delovala kot mreža za mobilizacijo muslimanov, da bi se pridružili globalnemu džihadu. Po sovjetskemu umiku iz Afganistana se je Osama vrnil v Savdsko Arabijo, kjer pa je kmalu prišel v konflikt s savdskim režimom, predvsem zaradi svojega nasprotovanja ameriški prisotnosti v državi. Po vojni v Perzijskem zalivu leta 1991. Po začetku ameriških vojaških operacij v Savdski Arabiji, ki so sledile iraški invaziji na Kuvajt, je Osama glasno kritiziral savdsko vlado zaradi dovoljenja, da ameriške sile ostanejo na tleh islamske države. Njegovo nasprotovanje ameriški prisotnosti in podpori savdskega režima je vodilo v njegovo izgnanstvo iz države. Leta 1991 se je preselil v Sudan, kjer je nadaljeval gradnjo Al-Kaide kot mednarodne teroristične mreže. V Sudanu je Osama bin Laden zgradil močno bazo, kjer je Al-Kaida organizirala in načrtovala napade na zahodne cilje. Njegova povezanost z različnimi terorističnimi skupinami po svetu se je krepila, kar je postopoma spremenilo Al-Kaido v mednarodno teroristično organizacijo. V Sudanu je Al-Kaida izvedla več napadov, vključno z bombnimi napadi na ameriški veleposlaništvi v Keniji in Tanzaniji leta 1998, ki sta ubila več 100 ljudi in opozorila svet na obseg grožnje, ki jo predstavljal bin Laden. Zaradi naraščajočega pritiska mednarodne skupnosti je Sudan leta 1996 Osami odredil, naj zapusti državo. Osama se nato umaknil v Afganistan, kjer je našel zatočišče pri talibanski vladi, ki mu je omogočila, da je nadaljeval svoje teroristične aktivnosti brez večjih ovir.
V Afganistanu je Osama bin Laden postal še bolj vpliven in še naprej razvijal svojo ideologijo globalnega džihada. Njegov glavni cilj je postal sveti boj proti ZDA, ki jih je dojemal kot glavno oviro za vzpostavitev islamske države in nasprotnico islamskega sveta. Al-Kaida je v tem obdobju načrtovala vrsto napadov na ameriške in zahodne cilje, ki so dosegli vrhunec z napadi 11. septembra 2001. Na ta dan so teroristi Al-Kaide ugrabili 4 ameriška potniška letala, od katerih so 2 strmoglavili v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku. 3. v Pentagon, medtem ko se je 4. letalo zrušilo v Pensilvaniji, potem ko so potniki skušali prevzeti nadzor nad letalom. Ti napadi so povzročili smrt skoraj 3000 ljudi in so bili največji teroristični napad v zgodovini ZDA. Napadi 11. septembra so Osama bin Ladna izstrelili v svetovno središče pozornosti in ga postavili na prvo mesto seznama najbolj iskanih teroristov. ZDA so odgovorile z napovedjo vojne proti terorizmu in začele vojaške operacije v Afganistanu, da bi zrušile talibansko vlado in izkoreninile Al-Kaido. Osama se je po napadih skrival in uspel ubežati ameriškim obveščevalnim službam skoraj desetletje. V tem času je še naprej pošiljal sporočila svojim privržencem, v katerih je pozival k nadaljnjemu napadom na zahodne cilje. Dolgoletno iskanje Osame bin Ladna se je končalo 2. maja 2011, ko so ameriške posebne enote SEAL Team 6 izsledile in ubile bin Ladna v skrivnem bivališču v Pakistanu. Operacija je bila izvedena z veliko natančnostjo in je trajala le nekaj 10 minut. Osama bin Laden je bil ubit v svojem domu, kjer je živel z družino. Njegova smrt pa je pomenila prelomnico v vojni proti terorizmu. Po njegovi smrti so ameriške oblasti potrdile, da je bilo njegovo truplo pripeljano na ameriško ladjo, kjer so ga pokopali v morju v skladu z islamskimi običaji. Osama bin Laden je za seboj pustil zapuščino skrajnega nasilja in terorizma, ki je preoblikovalo svetovno varnostno politiko. Čeprav je bil Osama ubit, je Al-Kaida še naprej delovala kot mednarodna teroristična mreža, čeprav je po njegovi smrti doživela znaten upad vpliva. Vpliv Osame bin Ladna na globalni terorizem je trajen, saj je njegova ideologija navdihnila številne druge skrajne skupine, vključno z islamsko državo. Bin Laden je svojo filozofijo utemeljil na prepričanju, da je islamski svet v vojni za Zahodom, zlasti za ZDA, ki jih je videl kot glavno oviro za vzpostavitev teokratskega islamskega kalifata. Njegova retorika, ki je opravičevala nasilje proti civilistom in napade na zahodne cilje, je močno vplivala na nastanek sodobnega globalnega terorizma. Njegovo življenje je tako močno zaznamovalo ne samo islamski svet, temveč tudi celotno svetovno varnostno in politično dinamiko v 21. stoletju. Zapuščina Osama bin Ladna je še vedno prisotna v sodobnem svetu, saj se države še naprej soočajo z izzivi terorizma in nasilnega ekstremizma, ki ga je pomagal sprožiti in razširiti. Njegov vpliv na globalno varnostno okolje, politične konflikte in boja proti terorizmu je trajen, kljub njegovi smrti pred več kot desetletjem. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.